slišali, moje ime je Tanja Rogovič in tudi jaz prevajam na Slovenskem prevajalskem oddelku v parlamentu. In poleg svojega rednega dela sem na tem oddelku zadolžena tudi za usposabljanje kolegov in z našo šefico, Tadejo Tomšič, tudi za sprejemanje stažerjev, tako da še enkrat spodbujam k temu, da pogledate spletno stran in možnosti stažiranja pri nas. Tukaj sem vam postavila vprašanje, prevajalec, zgolj jezikoslovec, kadar je vprašanje tako zastavljeno, ponavadi odgovor ne. Ker tudi dejstvo samo je, da na našem oddelku prevajalci nismo samo jezikoslovci. In smo zelo hvaležni tistim kolegom, ki imajo diplomo iz nekega drugega področja, recimo pri nas imamo pravnike, novinarje, ekonomiste, kemike, tako da ljudi, ki imajo diplomo z drugih področij, ki, ko pride trenutek, ko moramo mi prevajati nek dokument, recimo z njihovega področja, so nam takoj pri roki. Če ne, pa kako pridobiti to znanje, ki ga kot jezikoslovec, ki imaš diplomo prevajalstva, recimo v mojem primeru še, ko sem diplomirala na tej fakulteti prevajalstva, sploh ni bilo, torej kako hitro se naučiti nekaj. In zato imamo redna usposabljanja, tudi zaradi tega, ker, kot so že prej kolegi omenili, smo razdeljeni na skupine, torej je skupina 10 ali pa 8 prevajalcev, ki prevaja predvsem dokumente z nekaterih področji. Tukaj imate pač našteto, karkoli ti lahko pride, ribištvo, kmetijstvo, okolje, finance, pravo, človekove pravice in pač dnevno-politično dogajanje. Jasno, da ko smo kot študenti, kot diplomanti z filozofske fakultete, najbrž nismo dosti slišali o ribištvu in o kmetijstvu. Tako da za vse te stvari se moramo usposobiti. In kako do tega pride? Torej, iz tega sledi to, kar sem vam napisala, da je prevajanje vseživljenjsko učenje, ampak vidite puščice v obe smeri. Kaj to pomeni? Da ves čas, ko prevajaš, se učiš, ampak tudi s tem, ko se učiš, je povratna reakcija, da postaneš boljši prevajalec. Torej, to je vedno medsebojno povezan proces, ki traja vse življenje. Pomagajo nam pa, recimo, strokovnjaki, ki jih povabimo, organiziramo redno seminarje, običajno 2 na leto, včasih tudi 3. In kot vidite, smo do sedaj imeli že nekaj strokovnjakov, ki so nam, prepoznate po imenih, objasnili neka področja, ki pač so bila nam bolj neznana. Vidite, smo imeli Lučko Kajfež-Bogataj, ki nam je govorila o podnebnih spremembah, Nataša Pirc-Musar o tem, kako prevajamo dokumente z področja osebnih podatkov, pa Dragan Petrovec, ki je znan kazenski pravnik, torej smo o tem kaj izvedli, Tomaž Rotovnik nam je o financah nekaj govoril in kot vidite, smo imeli tudi doktorja Vojka Gorjanca, ker imamo vedno redna usposabljanja tudi za slovenščino, ker kot so vam že moji kolegi večkrat povedali, za nas je zelo pomembno, ker smo pač študirali tuj jezik, da se stalno usposabljamo tudi v slovenščini. In slovenščina je dejansko tisti jezik, ki je najbolj ocenjen, ker tudi ko pač naši poslanci berejo prevode v slovenščini, tudi ko greste na natečaj, zato da ste sprejeti v službo, se ocenjuje vaš prevod v slovenščini. Seveda, lahko sklepamo, koliko znate angleško iz tega, ampak ocenjujemo slovenski prevod. Potem pa tudi znotraj naše prevajalske skupine imamo ljudi, ki so specializirani za posebna področja in tudi sami znotraj organiziramo posebne delavnice. Torej vidite, da vse stalno ob svojem rednem delu moramo stalno čim bolj skušati se posodabljati svoje znanje, pridobivati nova znanja, posebno kar se tiče IT-ja, torej tehnologije, računalništva, to so stvari, ki se stalno spreminjajo in moramo
se temu prilagajati. Zato sledi moja zadnja slika, tukaj boste prepoznali Leonardovega vitruvijskega človeka, si ne domišljamo, da smo zdaj že to, ker to je pač renesančni človek, ki naj bi bil vse splošno izobražen, ampak naš cilj naj bi bil to. Torej, vi, ko boste diplomirali, si predstavljate svojo diplomo kot temeljni kamen, na katerega morate pa potem stalno graditi, stalno dopolnjevati levo, desno, gor in dol. Enkrat znanje sprava, drugič s kemije, z jedrske fizike, z vseh možnih področij. Zato, ker vam polagam na srce, tako po domače povedano, torej hodite skozi življenje odprtih oči in ušes, radovedni, radoznali, ker to, če ste zainteresirani za prevajanje, bo en dan prišlo prav. Vam povem samo za zaključek anekdoto, da sem na morju spoznala pač gospoda, ki je bil jedrski fizik, in ko sem imela neko terminologijo z tega področja za prevesti v eni uri, je bil edini vir in sem ga poklicala in mi je pomagal, ker je pač jasno študiral v Ameriki in je poznal angleško terminologijo in mi je pomagal, je povedal mi, kaj se to v slovenščini, kako se to v slovenščini prevede. Ker jasno, jaz z mojo diplomo, iz mojega osnovnega znanja ne bi nikoli tega znala sama narediti. Tako da, bodite radovedni. Hvala.